To me je danes zelo, zelo presenetilo in sem tako žalostna, da sem se mogla jokati poleg. In moram reči, da sva midva z možem po 40 letih Nemčije se preselila sem, da uživamo to naravo, zdaj, ko smo prišli v penzijo. In danes sem tako prizadeta, da vam ne morem povedati, da tako živino, na primer, kad nič ne naredi človeku, čisto nič. In mi smo to te male gagice hranili, jih vsaki dan imeli tu na dvorišču, zvečer smo gledali, ko so po travniku jedle polže, pa črve nabirale, pa tak. In da nekdo vjutro, na rano jutro, ko smo še bili v posli, začne streljati, pa nismo nič kaj dosti videla, ko je padel drugi šus in potem smo videli, da že nese to bogoračko mrtvo, ne. Tako je svojo prizadetost zaradi jutranjega streljanja na ribniku v Rošpohu izrazila Anica Novak. Kot je povedal predstavnik lovske družine Kamnica Milan Perko, je mlado račko po nesreči ustrelil eden izmed lovcev njihove družine, ki je bil na lovu za pižmovko. Za razliko od rac mlakaric, katerih lovna sezona se še ni pričela, je sezona lova na pižmovke odprta. Kako pa ustrel komentira lastnik zemljišča? Samo grozno lahko rečem, ker na tem ribniku živijo, tako kot jaz, tudi moji vnuki se tukaj igrajo, te ribe tu krmijo in je to en poseben užitek za nas vse. Te račke, letos smo jih kar 6 imeli, tu smo gledali, kakih je raca vodila, jih vzgajala kot mati svoje otroke. No, seveda mi smo malo pomagali, smo jih redno krmili. Ribnik se nahaja v neposredni bližini naseljenih hiš, kjer je previdnost pri streljanju še posebej pomembna, je poudaril Semenič. Tu zadaj, če se boste obrnili, tu so same hiše, tu raste naselje, Rošpoh, tukaj ljudje živijo. Tudi sam imam tu eno staro hišo, ki jo obnavljamo, ki je od ribnika, kaj vem, tu 30 metrov, mogoče 40 oddaljeno, vse skupaj. Jaz bom se pritožil na lovsko družino Kamnica, kopijo tega tudi bom poslal na Lovsko zvezo Slovenije. Če ni šlo za namerno dejanje, lovcu grozi zgolj opomin ali prepoved lova za krajše obdobje, je še povedal Milan Perko.